Ena od stvari, ki jih pogrešam danes v osnovni šoli, kjer imam trenutno oba otroka, je manj teorije in več praktičnih prikazov, ker bi otroci tako določeno snov res dobro razumeli in si jo tudi zavedno zapomnili. Se mi zdi pa, da se morajo samo opifljati določeno snov, ki je niti ne razumejo in itek vse skupaj pozabijo v roku enega tedna. Mi smo pri predmetu gospodinjstvo kuhali, ko sem bil jaz mulc, danes se pa učijo o delitvi vlaken in podobne bedarije. Ampak sem ravno zato dobil idejo za ta prispevek, ker v naše uredništvo še vedno prihajajo maili, kaj je hibrid, kaj je blagi hibrid, a moram jaz to polniti, ampak jaz nimam doma polnilnice in tako naprej. Kar veliko vas je, ki še vedno ne poznate teh izrazov, jaz imam pa tukaj dva avtomobila, ki sta si na pogled identična, samo da je en bel, drug pa črn, pa pri obeh zadaj piše hibrid. In seveda je ravno Toyota sinonim za hibrid, če so pa po vsem svetu prodali že več kot 20 milijonov hibridov od leta 1997, ko so predstavili prvi Prius. Tega sem svoj jaz vozil, tako kot Leonardo DiCaprio, saj da ga on malo prej kaj jaz. V osnovi poznamo tri vrste hibridov, recimo. Prvi je blagi hibrid, drugi polni hibrid, tretji pa priključni hibrid. Ampak prvega in električno najšibkejšega blagega hibrida niti nimava tukaj, ker se nama ne zdi pravi hibrid, saj večinoma ne more niti premikati avtomobila. Če res poenostavimo, lahko rečemo, da imajo blagi hibridi večinoma 48-voltno omrežje, ki potem z malo baterijo in elektromotorjem napaja predvsem porabnike, ne skrbi pa za pogon. Čeprav tudi ti postajajo vse bolj napredni in eni že lahko premikajo avto med parkiranjem. Ja. Ampak to je tista prava stvar, ko ima sistem dva pogonska motorja in pri Toyoti so seveda mojstri hibridne tehnologije. Že več kot četrt stoletja jih imajo v ponudbi in zanesljivosti njihovih sistemov praktično ni para. Ta beli RAV4 je klasičen hibrid. S takšnimi so tudi začeli in skoraj vsi njihovi modeli uporabljajo takšno tehnologijo. Klasičen pomeni samopolnilni, kar pove, da se polni sam. Vi ga niti ne morete, ker nima vtičnice. Nekatere znamke to imenujejo full hybrid, po naše polni hibrid, nekateri ga označijo kot HEV, torej hibridno električno vozilo, ampak v osnovi gre za isto stvar. Tukaj je osnovni 2,5 litrski 4-valjni bencinski motor, pomaga pa mu elektromotor, ki svojo moč prav tako neposredno dostavlja kolesom. Lahko izberete tudi RAV4 s 4-kolesnim pogonom in potem še en dodaten, manjši elektromotor poganja zadnji par koles. V primeru navadnega hibrida je baterija sicer zelo majhna, okoli 1,5 kWh je tukaj njena kapaciteta, to pa pomeni, da se seveda hitro izprazen in obenem tudi hitro napolni. A kako se napolni? Samo z regeneracijo ob motornem ali pa vašem zaviranju. Torej, ko spustite plin in motor sam zavira, ali pa ko pritisnete pedal za zavoro. 160 kW moči ima sklop tukaj in vseeno na avtocesti brez težav porabi enako kot kakšen dizel, recimo med 6 in 7 litrov. V mestu pa še vsaj liter do 2 manj, ker elektromotor pomaga ves čas. Največja razlika med Matejevim in mojim RAV4 je v velikosti baterije. 18,1 kWh je kapaciteta tukaj, kar pomeni, da je približno 10-krat večja od tiste. In ker se tako velika baterija med vožnjo sama ne bi mogla napolniti, lahko oziroma morate to narediti vi. Morate, seveda, če se hočete voziti na elektriko. Zato ima moj RAV4 vtičnico in ga lahko priključim na polnilnico, no in zato takšnemu sistemu rečemo priključni hibrid. Enostavno, ne? Polni se s 6,6 kW, torej švoh 3 ure in bo baterija polna, potem pa boste zgolj na elektriko lahko prevozili kakšnih 70 km, meni je enkrat uspelo celo 80. To pa pomeni, da se boste s takšnim ob pridnem polnjenju lahko ves čas vozili samo elektriko in torej tole ne bo hibrid, ampak kar klasično električno vozilo. No, razen ko boste šli nekam daleč in ko se bo baterija izpraznila, takrat bo seveda tamle spredaj zabrundal enak 2,5 litrski bencinski motor. In takrat bo ta porabil v bistvu enako kot beli RAV4, ker se bo ob prazni bateriji še vedno obnašal kot klasičen hibrid in bo pomagal z elektromotorjem. Vseeno pa, ker ima ta večjo baterijo, ima lahko tudi močnejši elektromotor in to pomeni, da je skupne moči tukaj 225 kW oziroma 306 konjičkov.
Pa se ni to kompliciran. Tega, ki se mu reče samopolnilni ali polni hibrid, ne morete polniti sami, sistem vse naredi sam. Ima pa majhno baterijo, s katero lahko prevozite samo kakšen kilometer ali pa dva, pa še to samo pri zelo nežni vožnji. No, ampak ker je v mestu veliko speljevanj in ustavljanj, se baterija v bistvu ves čas polni, zato se boste vsaj polovico časa, kljub majhni bateriji, lahko vozili v tišini in na elektriko. No, že to ima pa bistveno večjo baterijo. Mi smo v idealnih pogojih prevozili skoraj 80 km, kar je res dobro. Tako da, če se boste hoteli skozi voziti samo na elektriko, boste mogli res pridno polniti, da ne boste kurili bencina. Navzven se sploh ne vidi, za kater hibrid gre, v bistvu jih izdaja samo tale napis, evo, plug-in hybrid, in v primeru mojega avtomobila dodatna vtičnica na desni strani, kamor ga lahko priključite in tukaj date polnilni kabel. No, pa seveda razlika je tudi znotraj v velikosti prtljažnika, moj ima večjo baterijo, zato ima samo 500 litrov prostora, Matejo pa 580. Zakaj nisi v prispevku povedal enostavno, da ima tvoj sinhron električni motor s trajnim magnetom 3 Nm, pa baterija 6,5 Ah, pa da se tvoja baterija imenuje UFA 261-591 TA? No vidiš, ko bi razložil v šoli, pol pa si zapomnil te stvari, oziroma še bolje, razumi. Kaj misliš, da niste tega razumeli? Še enkrat ponovil tole kodo baterije, če znaš. UFA, prej sem narobe rekel, 291-591 TA. Prav ima.